In ko smo ravno pri marketinških besedah, nekatere znamke jih menjajo iz sezone v sezono, celo od modela do modela. Potem so pa tu druge, ki recimo 20 let ne najdejo čiste prave marketinške besede za neko njihovo tehnološko rešitev. Ali pa imajo več kot 20 let čisto prave besede. Recimo Volvo že veliko dlje govori o varnosti ali pa Mercedes o recimo luksuzni vožnji. Ampak, ko govorimo o 20 letih, ne govorimo po naključju. Toyoti moramo pravzaprav izreči veliko spoštovanje, ne samo zato, ker se je pred 20 leti podala na tehnološko pot, ki ji noben ni pripisal nobene prihodnosti, ampak tudi zato, ko govorimo o marketinških besedah, ker že 20 let poskušajo razložiti, kaj je to hibrid. Ja, in ne boste verjeli, še danes morda kdo ne ve, da hibrida ni potrebno polniti na domači vtičnici. Ko avto prižgeš, misliš, da si nekaj pozabil. Iščeš, gledaš, ko sem se prvič usedel na kaj moram narediti, da bom prižgal avto. Avto je delo. Ko pogledaš na števce in to, vidiš, avto dela. In ni bilo treba nič niti razmišljati, a boš dal v prvo. Ko speleš, vidiš, da elektrika spele, da ne spele motor. Ja, elektromotor imamo, da pomaga, ne? Ker vemo, da pri pospeševanju motorna notranje izgorevanje porabi največ goriva, ne. V bistvu ga šparamo, ne. Ni treba, da motor dela z vso močjo. Se obnaša bolj racionalno oziroma ekonomično. Poraba je bila okrog 5 litrov. To je odlična poraba, ne? To je 2 litra manj, kot moj spaček. Probavali smo mestno vožnjo, avtocesto, regionalko, slabo vzdrževano cesto. Bile so luknje, tresljajev je bilo zelo malo čutiti. Jaz sem bil danes presenečen. Zelo lepa vožnja. Tako da je sploh po mestu. V gužvah, pri semaforjih. Na močni fluktuaciji, pač v koloni je to super. Klient sploh ne čuti razlike preklapljanja, zdaj elektrika, ne, gledaš v bistvu na displej, da vidiš sploh puščice, kama se zdaj polni, zdaj se prazni, kaj dodaja, kdo zdaj uporablja. V redu, ne, se to za nas na začetku je zanimivo, pa v bistvu boljš, da gledaš na cesto, ne. Jaz sem bil tudi skozi proti CVT menjalnikom. Res je, enkrat sem vozil do zdaj, en star motor, ko se je zagnal kot skuter, tako da je bilo, danes je to čisto nekaj drugega. Posebnost je, da dela brez prehodov. Ne poslušaš motorja in menjalnika, da menjava in tako. Predhodnika sem že probal Aurisa, hibrida, tako da je precej boljši, izboljšen. Ni več tega, da nabija v obrate. Tudi ko se ga pohodi, je precej tišji napram predhodnikom. Se vidi, da pač regulira glede na odzivnost pedala in potem tudi temu prilagajajo obrate. To je odvisno, koliko pospešujemo. RAV4 tako lepo spelje, je res, da ima konjev veliko, da ima med 180, ampak je to, je mogoče malo glasneje, ko pritisneš, ampak se to hitro umiri, pa ni moteče. Zaznal sem, da so te avtomobili bili zelo tihi, udobni in hkrati pa tudi na luknjah, na slabšem površini so delovali čvrsto. Ne, vedno je vsaj določen procent ostalo v baterije ostalo. Smo mi tako napačno vzgojeni okoli pojmovanja vozil, električnih vozil, hibridov in tako naprej, ker to dejansko niso, to sem danes spoznal več ali manj, to niso električna vozila. Ne, ni to električen avto, definitivno ne. Hibridi polnejo sami, ne. Ni treba nič doma pritikati na elektriko, pa polniti, ampak to se samo počne. Električen avto je nekaj drugega, tam rabiš žnuro, tam ga moraš filati. Hibrida ne filamo, hibrida tankamo benzin. Jaz sem do danes mislil, da je to električen avto. Če se bi to malo boljš, malo drugače upisali, kot se upisuje, bi bilo to bistveno bolj popularna zadeva. Verjetno bi bilo treba narediti več testnih voženj, da ljudje sploh spoznajo ta vozila. Ker če ne poznaš, ne veš, ne? In ko enkrat spoznaš to, je to čisto nekaj drugega.
Vozili pa smo tudi že prvi Toyotin hibrid, Priusa prve generacije. A kot so ugotovili tudi naši gledalci, so najnovejše Toyotini hibridi bolj prepričljivi, recimo tisti v Corolli. Novi hibrid pa bo na voljo tudi v Yarisu za leto 2020. Spoznajte ga.